Lep pozdrav vsem skupaj. Zelo me veseli, da se nas je toliko v takem številu nabralo. Tako da res fenomenalno. Vsem se vam res iz srca zahvaljujem, da ste se udeležili, da boste danes meditirali z nami in da bomo ustvarjali novo vibracijo, boljšo vibracijo za vse nas, za vse ljudi, za vse živali, za rastline, za vse. In ta skupinska meditacija je res meni zelo, zelo pri srcu in tudi odziv vas je zelo, zelo dober, zato ker ravno zaradi tega, ker skupaj ustvarjamo vsi, kar nihče od nas ne more ustvariti posamezno. Ker edino skupaj smo močnejši, edino skupaj lahko ustvarimo nekaj novega in nekaj boljšega. In kot jaz velikokrat rečem, zdaj pa me sam povejte, če me slišite. Ja. Če vse deluje. Dober večer, slišimo. Bi moglo delovati. Okay. Zdravo, Apolonija. Ja, okay. A slišite samo mene ali še koga drugega? Tudi druge. Ja, tudi druge. Jaz bi predlagala, če ostali si utišajo mikrofone. Hvala. Okay. Dajte se vsi. Ok, jaz vam zdaj vse mutal, tako da se tudi ne boste mogli več sami odmutati. Bo najboljše. Jaz sicer ne slišim nobenega drugega, kakor headphones, external, ok, jaz mislim, da bo. Ok, super. Če bo še kdaj kaj motečega, dajte kar v chat napisati, no, bom jaz malo spremljal. Ok, skratka, skoraj nas je že 300, tako je, to je neverjetno. Zadnji rekord smo imeli, nas je bilo 100, koliko nas je bilo prejšnjič, 160 maksimalno, to se pravi, danes smo res ful močnejši. Ja, in super, ok, deluje, super. Skratka, vsaka naša misel je vibracija, vsaka naša misel je, kot bi en laser usmerili nekam. In misli danes lahko znanstveniki merijo tudi izven naše glave, zato ker naše misli povzročajo elektromagnetni efekt. In ta elektromagnetni efekt ima zelo veliko moč. Če proizvajamo misel strahu, bo ta strah prisoten tudi okoli nas, ker bomo ustvarjali tako energijsko polje. In ta strah je vedno bolj prisoten v vseh vejah naše družbe, ne? In ko delamo iz strahu, se naše zdravje peša in odnos in na vseh področjih je dejansko neprijetno, ne? Če pa pogledamo iz stališča, to se pravi iz marketinškega stališča, je pa strah zelo dober, ne? Je pa strah zelo dober in je ta negativnost, ki se širi, ne, kot kuga, je v bistvu se najbolj prodaja. In to je danes en velik problem, ampak ne glede na to, mi lahko vedno ustvarimo nekaj drugega, nekaj novega, zato ker jaz verjamem, da je ljubezen, prijateljstvo in vse te vrednote, za katere smo mi danes tukaj, da so 100-krat močnejše od kakršnega koli strahu. In če se nas tukaj, zdaj nas je že 290, 300 poveže, lahko dosegamo takšen močen efekt, da preglasimo vse strahove in vse dvome in vse, kar nam v bistvu ne koristi. Ta materialnost, v kateri živimo, kot neskončna bitja, je namenjen za to, da si ustvarimo nebesa na zemlji, in to je pa odvisno samo od vibracije naših misli. In če bomo ohranjali te misli ljubezni, prijateljstva, miru, medsebojne pomoči, bomo ustvarili takšen svet. In ničkolikokrat se je že tudi v mojem življenju pokazalo, da vse misli so kreacija. Tudi vsaka misel, ki jo imate, je kreacija. Je kreacija, to se pravi, če zaprete oči in si nekaj zamislite, to je že kreacija. To ni nekaj, kar bo, ampak to je že, ampak je na subtilnem nivoju.
In bolj kot se ta misel na subtilnem nivoju potencira, več ko se daje energije, bolj se začne ustvarjati tudi v realnosti, v fizičnem nivoju, zato ker se iz bolj, bi lahko rekli, plinastega stanja, bolj subtilnega stanja začne zgoščati v fizično stanje. In mi smo danes zato tu, da začnemo ustvarjati v bistvu to, kar si vsi želimo. Ljubezen, prijateljstvo, medsebojna pomoč. In ta svet je možen in jaz v to verjamem in ravno zaradi tega to počnem. 308, fenomenalno, to je res, mislim, neverjetno. In tle nismo čist zaradi ničesar drugega, kot da pomagamo vsem nam in en drugemu, ne. Ker vsi smo nekako povezani kot nek en organizem. To ugotavljajo že, mislim, tisočletja nazaj. In če pomagamo drugemu, pomagamo tudi sebi. Tako da zdaj dosegli smo eno maso 300 udeležencev, 300 ljudi, ki bo usmerili energijo, ki jo bom jaz vodil potem v meditaciji. Ne vem, če poznate, če ste se kdaj zanimali, to tudi piše v samem, to se pravi na tisti strani, ko ste se prijavili na to meditacijo, piše v tej raziskavi Maharishi efekt. To je bilo serija večjih raziskav, kjer so ugotavljali oziroma so projicirali neko miselno energijo v skupini. V skupini so jo projicirali, da so dosegli en efekt. In en izmed takih znanih efektov je bil, da se je na dan meditacije, pa tudi še potem po njej, ko je meditiralo v večjih ameriških mestih po par tisoč ljudi, da se je takrat nivo kriminala zmanjšal, ne? In oni so tudi dajali namen za to, da se naj zmanjša. In to so izvajali znanstveniki in te raziskave so še danes dostopne in to je bilo narejeno po vseh znanstvenih standardih, raziskovalnih, ne? In statističnih. Tako da to je nek efekt, ki ga lahko v bistvu dosežemo s tem, ko se povežemo, no. In 3 tedne nazaj sem jaz dobil to idejo, mislim, če nam lahko mediji servirajo same neke negativne stvari, potem lahko tudi mi ustvarimo in se povežemo in ustvarimo nekaj lepega, ne. Z najbolj čistim namenom, z odprtim srcem in to ima lahko, mislim, to ima res eksponenten efekt lahko, ne, oziroma ga ima, ne. Tako da od zadnjič v bistvu smo zdaj enkrat močnejšo energijo bomo dajali, že zadnjič je bila meditacija izjemno močna. Tako da zdaj cilj je izbrati nekje 2740 ljudi, to je ena kritična masa meditatorjev, oziroma kogarkoli, ne, meditacija je pač en izraz, ne, kdorkoli, vsak je meditator, ne, vsak ima moč teh misli. Nekje 2740 ljudi, ki je dovolj, da začnemo vplivati na celotno Evropo v bistvu, tako sem jaz izračune naredil glede na populacijo in ja, in spremembe se bojo začele dogajati, jaz v to trdno verjamem in ta meditacija bo v bistvu potekala dokler bo potrebno, ampak ves čas, vsak teden v nedogled, zato ker je to pač, to ljudje rabijo, to vidim, kako so ljudje to sprejeli, ne. Neverjeten odziv in fenomenalno, no. Tako da jaz se vam res vsem zelo lepo zahvaljujem, da ste tu, da pomagate, da vam je mar in da se te stvari končno začnejo odpirati. Dolgo smo čakali, da se začne premikati, da se začne spreminjati. Vsi smo vedeli, da to nikamor ne pelje, ampak zdaj imamo moč, da to spremenimo. In ne bomo se bojevali z orožjem, ali pa fizično, ampak bomo to ustvarjali čisto na en drug energijski način, ki je veliko bolj močen. In svet se bo začel spreminjati, jaz trdno verjamem v to, sploh po vašem odzivu in po vaši srčnosti in po vaši ljubezni, ki jo nosite v srcu. In naj to začutijo še drugi, dajmo še drugim to poslati, dajmo še drugim pomagati, da se zbudijo, dajmo jih pripeljati v ta raj ljubezni, prijateljstva
ki ga vsak že ustvarja v svojem mini okolju, dajmo to prenesti na cel svet, na celo Slovenijo in na to na cel svet. In ustvarili bomo en neverjeten raj, kjer bo nam res lepo, ker nič od zunaj nas ne more tako zadovoljiti, kot nas lahko zadovolji naša lastna notranja vibracija. In smo kreatorji in lahko ustvarimo v bistvu vse, kar si želimo. Kaj pa si vsi želimo, ne? Tudi v Vedah je to neka temeljni zaključek, kaj si vsi želimo. Imeti rad in biti ljubljen. In zato smo danes tu, da odpošljemo to v svet, to energijo, da se združimo. In veselim se te današnje izkušnje. Tako da, ok, superca. Nič, potem pa najboljše, da kar začnemo počasi. En je začel deliti zaslon, bomo tole ugasnili. Ok. Tako. Če bojo kakršnekoli težave, dajte napisati. Jaz bom še enkrat vse zamutal. Jaz bom delil tudi svoj zvok in bom eno tako nežno glasbo dal odzadaj. Tako da vi se pa kar vzemite kako minutko, pa se udobno namestite, potem bomo pa začeli z našo meditacijo. All right. Samo povejte mi, če je razmerje med mojim glasom, ki vas bo malo smeril, pa vodo, pa med glasbo v ozadju, če je v redu razmerje. Ali je treba, je v redu, ok. Glasba se skoraj ne sliši, ok. Ja bom dal malo bolj na glas, v redu. Ok. Je zdaj v redu glasba, to se pravi moj glas in pa glasba v ozadju. Ja, super, odlično, super, odlično. Super, potem se pa podobno namestimo. Zaprimo oči. In se umirimo. Naredimo globok vdih, počasen. In zadržimo dih za 3 sekunde. In izdihnemo. Še enkrat. Vdih. Zadržimo. Izdihnemo. Časi. Eni znate meditirati, eni ne znate. Tako da sploh ni pomembno, vi se samo sprostite in sledite mojemu glasu. Še en vdih bomo naredili. Zdaj pa se samo povežemo energijsko med seboj, v eno celoto, v en krog lahko naredimo. V tem krogu, ki je vedno večji, danes nas je prek 330, hvala vam vsem.
Se primemo za roke in se samo povežemo. Povežemo se za skupen cilj. Da pomagamo drugim. Da jim pomagamo do prebujenja, do ljubezni, do prijateljstva. Da izstopijo iz matrice. Se pridružijo našem krogu ljubezni, krogu prijateljstva, veselja. Skupaj smo na tem travniku sredi narave, v tem krogu. Energijsko objamemo eden drugega. Ko gledam tebe, vidim sebe. Ti si del mene in jaz sem del tebe. Vsi smo del celote. Vsi smo povezani. In sedaj se spomnite tistega občutka, kako lepo je. Ko ti je težko in te nekdo objame. Ko veš, da bo vse okej. Ko si v varnem objemu, v varnem zatočišču, si povezan z nekom, ki te ima rad, z nekom, ki ti pošilja ljubezen, ki misli na te. Pomislite, kakšen je občutek, ko kdaj komu pomagate brez posebnega razloga. Komu odprete vrata, koga pozdravite, pa to ni pričakoval. Komu podarite nasmeh, objamete hčerko ali sina, komu pomagate finančno, koga mogoče samo pokličete. Kakšen je ta občutek, ki presega vse zemeljske drame, vse zemeljske nepomembnosti, kot bi se povezali z čim višjim od sebe. Čutimo to ljubezen v sebi in odpremo srce, odpremo ta naš pršni koš. Saj ima izjemno močno energijo, izjemno močno elektromagnetno polje. Združimo te naše posamezne laserje, en ogromen laser ljubezni,
smo eno ogromno energijsko kroglo ljubezni. Na sredino tega našega kroga. In ta krogla raste in raste in raste. In ta krogla raste, raste in raste. Bolj kot pošiljamo energijo v to kroglo, v to našo ljubezen, našo prijateljstvo. Mir. Skupaj ustvarjamo nov svet. Naj se ta krogla zdaj razprši in začne potovati do vaših bližnjih, do vaših prijateljev, do vaših znancev, do vaših neznancev, do vseh ljudi v vašem kraju, do vseh ljudi v vaši regiji. Do vseh ljudi po celotni Sloveniji. Vsem pošljemo to ljubezen. Da jih zbudimo novo resničnost, kjer ni več strahu, kjer ni več nemira. Je samo prijateljstvo. Ko čutiš nemir, se poveže s prijateljem. In ko on čuti nemir, se poveže s tabo. Skupaj sta en drugemu v oporo. Ker ste v resnici eno. Pošljemo to ljubezen in to prijateljstvo vsem v Sloveniji. Vsem zaželimo, da bi se razumeli, da bi v srcu nosili ljubezen, da bi podarjali nasmeh, da bi podarjali pozdrav na vsakem koraku. Pošljimo ljubezen vsem politikom, naš parlament. Pošljimo ljubezen vse bolnišnice, vsem ljudem, ki trpijo, da jih osvobodimo. Edino ljubezen lahko osvobodi trpljenja, strahu, nemira. Edino ljubezen lahko pozdravi. Ne bodo vsi deležni tega. Pošljemo ljubezen vsem, ki trpijo, vsem ostarelim. Vsem, ki jih je strah
vsem, ki so žalostni. Vlimo jim upanje, vlimo jim ljubezen in prijateljstvo. Pošljemo jim to energijo. Da bodo vsi srečni in veseli. Naj se v Sloveniji ustvari okolje izjemno visoke vibracije, izjemne ljubezni, dobrote. Kajti, ko bodo drugi srečni, tudi mi srečni, ustvarjali takšno okolje. Združeni smo v tem našem krogu. Že ena misel ima izjemno moč. Kaj šele 334 misli in 334 laserjev ljubezni, ki je usmerjenih. Vsak, ki pride v ta naš krog, eksponentno poveča moč tega laserja. Še vedno smo na tem travniku, v našem krogu, združeni. Zdaj pošljemo to ljubezen, to visoko vibracijo še izven Slovenije, najprej sosednje države, vsem ljudem, vsem živalim, vsem rastlinam, materi zemlji. Naj se ta naša ljubezen širi po celi Evropi. Vsem pošljemo to vibracijo ljubezni, prijateljstva, poštenosti. Naj se vsi med seboj spoštujejo. Naj vsi med seboj sodelujejo, ker v slogi je moč. Tako kot mravlje nesejo eno breme, več mravlj nesejo eno breme, tako lahko mi skupaj premaknemo in ustvarimo nov svet. Zdaj imamo izjemno priložnost. Vsi portali so odprti. In sodelujemo skupaj in vsakič bomo močnejši. Pošljemo našo ljubezen še izven Evrope, po celotnem svetu. Vsem pomagamo do osvoboditve. Bodo uvideli resnico. Smo sami kreatorji. Lahko edino skupaj ustvarimo svet, ki si ga želimo. Skupaj. Za ljubezen in za prijateljstvo. Kajti ta vibracija ljubezni
prijateljstva se širi kot najbolj nalezljiv virus in vsi lahko to prejmejo in pošljemo to vsem, ljudem, živalim, rastlinam. Pošljemo ljubezen tudi sebi in se tudi mi odprimo naše srce za prejemanje ljubezni, ki je vse povsod, nas kliče, da se dotaknemo, da jo ustvarimo, da pozdravimo sočloveka, da se mu nasmejemo na sprehodu, da pomagamo nekomu, da pokličemo nekoga. Vse to se nam vrne 100-krat. Ker ko mi to naredimo, smo mi v tej vibraciji. To ustvarja eksponentni efekt. Mi 3 ljudem pomagamo, ti 3 ljudje naprej pomagajo 3 in potem naprej. In v zelo kratkem času imamo drug svet. To je možno in to ustvarjamo, to soustvarjamo danes. Skupaj. Jaz sam ne morem nič narediti. Skupaj pa lahko ustvarimo nekaj novega, nekaj boljšega. Ta vibracija, ki jo ustvarjamo zdaj, ima neskončno moč. In sedaj smo na tem travniku še vedno odprti za ljubezen, pošiljamo ljubezen našega srca. In k nam pridejo energijsko, začnejo prihajati vsi ljudje iz vseh koncev, ker si želijo delček tega, želijo si delček ljubezni, delček prijateljstva. Ne želijo več starih tirnic, starega načina delovanja, temelji na strahu, manipulaciji. Si želijo ljubezni, prijateljstva, sodelovanja, medsebojne pomoči. Želijo si takšne povezanosti in takšne energije, ki jo imamo mi danes med seboj. Ker sodelujemo samo zaradi ljubezni. Samo zaradi vibracije ljubezni. Želimo pomagati drugim in sebi. Želimo ustvariti boljši svet. To se že dogaja. Ti ljudje energijsko prihajajo k nam. Se skupaj objamemo en ogromen krog vsemi ljudmi sveta, vsemi živalmi, vsemi rastlinami. S spoštovanjem, s hvaležnostjo, z ljubeznijo. Sedaj se zahvalimo en drugemu, zato ker smo skupaj v tem, skupaj ustvarjamo. Vsak člen je del celote. Ta celota nas povezuje.
počasi lahko odpremo oči. Ok, superca. Ok, kako vam je bilo? Tukaj vidim, da Lenčka, Car in Robin Turk držita roko gor, če je to bilo namenoma ali po pomoti. Ok, superca. Tako da, jaz mislim, da je to za danes. Tako da najlepša vam hvala, da ste sodelovali, da ste se povezali. Jaz to počnem vsako jutro, tako da tudi vas vabim, da vsako jutro malo zameditirate, pa vsak večer, kadarkoli vam paše, in naredite eno tako mini meditacijo, mogoče pošljete ljubezen in se zahvalite, kakorkoli, ker to res dela čudeže in nas res, sploh v takšnih skupinah, kot smo bili danes, je to res izjemna stvar, tako da naslednjič nas bo še več in naslednjič bo še več. Vedno več ljudi se nam pridružuje, ker vedno več ljudi čuti. Vedno več ljudi čuti, mislim, da našo ljubezen, ki jo mi navzven dajemo, ne, in ta energija se širi in v bistvu to, kar mi ustvarjamo v tej vizualizaciji, naši meditaciji, da ljudje na tem travniku, ko smo mi in se držimo za roke in ljudje prihajajo k nam, mislim, da se to res dogaja, ker danes nas je res že v bistvu 2-krat več, kot nas je bilo zadnjič, in jaz mislim, da ta rast bo samo še eksponentna. Tako da vsi imamo nekako od tega korist in to je to. Tako da najlepša vam hvala. Rad bi vas spodbudil, da še koga povabite, ki ga poznate, ki mislite, da bi lahko bil doprinos oziroma da bi lahko bila ta meditacija njemu doprinos, ker vse je izmenjava energije in ga spodbudite, kakorkoli. Jaz bom še naprej delal, da izve čim več ljudi in da se čim več ljudi pridruži, tako da najlepša vam hvala in želim vam lep večer in se vidimo naslednji ponedeljek ob 20. uri, vam bom jaz tudi še mail poslal. Tisti, ki še ne veste, za našo Facebook skupino, danes, ko ste dobili mail, je bil link do Facebook skupine, skupinska meditacija ljubezni. Brezplačne, vsi lahko noter pridete, prijavite se, tudi če boste na Facebooku poiskali skupinska meditacija ljubezni in si lahko noter tudi kaj tipkate, kakšne spodbudne misli pošiljate, jaz tudi kaj noter objavim vsake toliko časa, tako da v bistvu še tudi, ko nismo skupaj na tej meditaciji, nekako buildamo to energijo ljubezni, prijateljstva, tako da v bistvu je nekako kontinuiran proces. Ena druga ideja je bila, da bi mogoče tudi še to se pravi, da bi bila meditacija 2-krat na teden, tako da tudi o tem razmišljamo, tudi ene objave bodo v medijih, kar se tiče te naše meditacije, tako da se veselim, kako se bo ta zadeva naprej razvijala, no, in da bo res, ustvarili nekaj dobrega, no, ker pač to je namen, no, to je namen te skupine in bom pa tudi tele vaše predloge, ki jih pošiljate, prebral. Sigurno je kakšna priložnost za izboljšavo, kak feedback, tako da najlepša vam hvala vsem in se vidimo naslednjič. Srečno, čau.